Z mano so Sonja Prosenc, Meta Mazaj in Rado Likon. Jure Matičič se je opravičil, kajti družina, delo in ostale zadeve, ki jih normalen človek počne v normalnem življenju, čakajo in smo ga opravičili. Zdajle pač ta pogovor naj bi služil temu, da od žirije tudi javnost. Do sedaj niste smeli kaj preveč razlagati vaših vtisov in se vam tudi zahvaljujem za profesionalnost, da niste v bistvu kakorkoli se poskušali, da bi kdorkoli vplival na vas oziroma slišati karkoli, ste se vse med sabo zmenili v sobi za žirante oziroma na ogledih filmov. Najprej mogoče ne vem, zdaj kdo od vas bi najprej odgovarjal, kako težko je bilo sestaviti listo, v bistvu to listo, ki je na nek način celo zelo, kako bi rekli, dolga, ki praktično zajema kompletno vse poklice skoraj na filmu. Listo, ki je verjetno za koga nepravična, ampak zdaj taka je, ne. A ste se sploh ubadali s tem, ali ste dejansko gledali filme in ste pozabili pač na to listo nagrad in ste enostavno potem šli od 20 proti 1 in naredili pač najboljši izbor? Me zanima način, kako ste razmišljali pri nagrajevanju oziroma pri žiriranju samem. Pa bi prosil mikrofon, tisti, ki bo prvi. Bliže mikrofon. V bistvu je bil naš pristop tudi malo diktiran s tem, kako ste vi organizirali naše gledanje filmov in to mislim, da je bilo kar dobro narejen. Tako da smo gledali že v kinoteki par dni prej pred festivalom in da smo videli študentske filme v sklopih. In po vsakem sklopu smo imeli koliko je, pol ure, 40 minut časa do naslednjega sklopa in smo res temeljito takoj, ko so bili še filmi sveži v naši glavi, to predebatirali, prežvečali, si naredili zapiske in to mislim, da je bilo zelo koristno, ne? Da smo predvsem kratke in študijske filme videli v sklopih in imeli čas to prežvečiti. Predno smo sploh prišli na festival in nekaj celovečercev smo sicer že videli tudi tam, ne, ampak mislim, da večino tega, kar smo mi predebatirali, so bili študentski pa kratki filmi. Tako da to se mi je zdelo v redu, da smo začeli tam. In takrat je bila tudi še energija bolj na višku in mislim, da smo pozornost posvetili temu, kar se mogoče lahko spregleda bolj lahko na festivalu. Tako da ne vem, mogoče Rado pa Sonja imata vidva drugače. Ti samo meni se to ni zdelo tako težka naloga, da je bilo tako razporejeno, da mislim, da nismo bili, da se nismo počutili nasičene ali pa preobremenjene s tem. Veliko je pa to imel tudi razlog, da se nismo tako počutili, je bil pa to, da so bili filmi res dobri. To ti pa tudi dviga energijo, ne? To pa mislim, da nas je vse presenetilo. Količina res dobrih filmov in kratkih študijskih dokumentarcev, celovečercev, tako da smo vedno imeli nekaj vznemirljivega za diskutirati, za debatirati in to te kar nekako drži gor, vsaj mene. Še kaj za dodati iz vajne strani? Glede dela žirije samega, glede... Ja, mogoče samo to, da to, kar si omenil, res ni izgledalo na tak način, da bi na koncu se usedli, pogledali vse te nagrade in rekli, ok, zdaj pa moramo to razdeliti, nekako razporediti. Ampak smo sproti pri vsakem filmu se pogovarjali o stvareh, ki so nas konkretno v tem filmu navdušile. In skoraj vsak film je imel nekaj takega. Tako da je na koncu pa potem bila debata usmerjena samo v to, pri katerem od teh filmov je bilo to pa dejansko najboljše. Me zanima zdaj še potem čisto osebno, recimo ti, Sonja, ki imaš glih mikrofon, režiserka in scenaristka, ne, a si v bistvu nekako tudi o tem razmišljala še posebej, torej kot avtorica, ki snuje filme, ne, ki jih rokodelsko izdeluje oziroma
snemaš, imaš svoje projekte v nastajanju, imaš novi celovečerni film. Si gledala kako drugače iz tega svojega profesionalno strogega vidika, predvsem potem pri režiji in scenariju, ti je bilo to najbolj pomembna nagrada ali enostavno ste opustili to osebno noto? Ja, mislim, da smo opustili to logiko in se res pri vsakem filmu pogovarjali o vseh aspektih. V bistvu so nam bile na nek način vse nagrade pomembne, najbrž smo jih zato toliko podelili, ker dejansko so si vse zaslužile, da so podeljene. Rado, kaj pa ti? Kot direktor fotografije si predstavljam, da pa vseeno imaš to profesionalno deformacijo, pa si iskal neke trenutke, ki jih mogoče to oko navadnega gledalca ne opazi ali pa ne vidi. Ja, ravno to, da je bilo kar težko, kar se tiče glede diopijev in slike, ker slike v vseh filmih so bile zelo dobre in to je bila najtežja odločitev taka, kaj se odločiti. Delal sem točke in potem sem videl, da sem točke pisal param filmam enake točke in sem moral pa to pač narediti druge zvezdice in vse tako in na koncu odločitev prišla ta, kot je zdaj narejena. Zdaj, seveda, če bi bila kakšna druga žirija, da bi to bi prav to drugačke ocenila, ampak mi smo se odločili tako kot je in pač stojimo za tem, da je to. Drugače pa predlog na tem za naslednje leto bi bilo dobro, če bi bile vsaj dve žiriji, ker teh filmov je kar precej in je to kar malo mučno to filmu pogledati in bi predlagal, da bi bila posebej žirija za celovečerne filme, pa druga bi bila pa recimo, da bi bili kratki, pa dokumentarni, pa študijski filmi. To je nekako, smo se malo pogovarjali o tem in zdaj ne vem, če se bo to kaj. Kar se tiče pa nagrad, seveda jih imamo res, da jih imamo 20 nagrad, ampak lahko bi še bilo, ker da bi še malo razdelili, da bi celovečerci dobili tudi lahko za kamero, pa tudi kratki in te, ne. Tako da to je to. Torej ta predlog praktično ločimo žirije na dva dela, eno predvsem verjetno za študijske in kratke in da se tudi v tej kategoriji podeljujejo vesni za fotografijo, montažo, scenarij, režijo verjetno. Ja, to bi bilo bolj pošteno in bolj bi to bilo razdeljeno, ne. Seveda, ker so drugačni, celovečerni filmi imajo neki drugačne stvari kot pa te kratki in dokumentarni. Naj vas ob teh besedah Rade Likona pozovem, da če vas torej prihodnost Festivala slovenskega filma skrbi ali zanima, do 14. oktobra je odprta javna debata o predlogih za spremembo pravilnika festivala in te vse stvari se morajo zgoditi preko spremembe pravilnika, tako da do 14. oktobra z elektronsko pošto na info@fsf.si lahko sodelujete in dajete svoje predloge in mnenja o tem, kako bi ta festival še izboljšali in ga naredili še bolj, kjer je bila prava beseda, še bolj profesionalno ali pa moče. Ne, predvsem do avtorjev, ne, ravno to zaradi še bolj pošteno do avtorjev. No, tako, jaz se strinjam s tem in praktično mislim, da so izkušnje žirije tiste, ki najboljše potem ve in nekako se lahko do te stvari opredeljuje, kajti bili ste dejansko v tem od praktično prejšnje nedelje do četrtka zvečer, vsak dan najmanj 6 ur, 8 ur. 8, povprečno 8 ur, no. Prvi dan je bil kar 12 ur. Hvala vam še enkrat za to. Zdaj bi v bistvu mogoče kakšno vprašanje iz občinstva, oziroma če ima kdorkoli kakšno kontroverzijo za tlele zrihtati, da to hitro rešimo. Če ne, bom jaz mogoče malo komentiral nagrade, ne, oziroma poskušal v bistvu videti, kje bi lahko bili kakšni, recimo, komentarji, ki bodo sledili, ne. Mislim, da predvsem ste imeli velik problem pri glavni moški vlogi, ne. Praktično to, predvsem zaradi tega, ker so bile glavne, ker je bila večina celovečernih igranih filmov ni imelo sploh glavne moške vloge, so bile vse glavne ženske vloge, ne, torej to je tudi en fenomen v slovenskem filmu Sonja, ne, zdaj ta prisotnost, torej žensk oziroma predvsem govorimo zdaj, da premalo je avtoric, ampak vidimo zdaj igralk, scenaristk vedno več in tako da se ta ženska nota oziroma ženska stran filma zelo lepo dviguje, se mi zdi, in postavlja ob bok pač moškim kolegom, ne. Ja, avtoric je več zdaj v tej mlajši generaciji, kar se je pokazalo pri študijskih filmih, pa pri kratkih filmih. Pri celovečercih mislim, da ni bilo niti ene režiserke. Je bilo pa kljub temu, mislim, da v 5 filmih, se pravi v večini filmov, so bili glavni ženski liki. Se pravi, moški režiserji so imeli v svojih filmih ženske glavne like.
No, če te popravim, v bistvu celovečerni dokumentarni film Maje Pretner, Dom ljubi dom, ne? Je režiser. Ja, govorimo o igranjih. Dobro. Ja. V dokumentarnem filmu se večkrat In Petra Seliška. se najde več žensk, režiserk, tudi to vemo. Tako da, kar se tiče te nagrade za najboljšo moško vlogo, smo v bistvu imeli na izbiro med celovečernimi igranjimi 2 filma. S tem, da o enem sploh nismo razmišljali, ker je bil narejen na tak način, da ko ga gledaš, mu seveda verjameš, da gledaš dokumentarni film. In potem smo ravno v tem prepoznali to kvaliteto igralca, ki smo mu podelili nagrado za najboljšo moško vlogo. To se lahko omenimo tudi naslov. Ja, to je film Houston, imamo problem. Ki ste ga nekako še oluščili še za eno plast, kot to čebulo, in boste potem pridružili se nam Žiga in Boštjan. Ja, če lahko sam to omenim, da smo se sicer malo bali, da bojo avtorji filma s to nagrado nezadovoljni, da smo pač razkrili neko iluzijo, ampak ta iluzija je že bila razkrita s tem sekcijo, v katero je bil film uvrščen. Poleg tega smo pa ugotovili, da film funkcionira točno v tem smislu, kot so avtorji to načrtovali, ne glede na to, a ti to že veš ali tega še ne veš. No in še ena mala kontroverzica, čeprav osebno menim, da sploh ni, ampak se že pojavljajo govorice, torej stranska moška vloga, kako jo lahko podeliš 3 avtorjem. To se je na festivalu že zgodilo pri filmu Čefori Raus, tako da se pač na nek način ponavlja in mogoče zakaj 3 glavna stranska vloga? Tukaj se je tudi tako diskusija začela, da nam je bila všeč. Smo začeli pri kirurgu in potem pri reševalcu in pri tem zdravniku. In bolj, ko smo predebatirali te vloge, bolj smo ugotovili, da so si res enakovredne. Da niso velike vloge v filmu, da niso ti ljudje v velikih kadrih, ampak da so nek zid za lik Pije Zemljič, na katerem sloni in kateri tudi predstavlja nek obstakel, ovira in jo postavlja v etično dilemo. In bolj, ko smo se pogovarjali o njih, bolj smo sprevideli, da jih dojemamo kot skupino. Ja, tako da se nam je zdelo to fair. Težko, bolj, ko smo se pogovarjali o tem, bolj nam je bilo težko nekoga izmed 3 izpostaviti. Naj te Meta še vprašam, v bistvu čisto še osebno vprašanje. V bistvu v slovenskem prostoru si skoraj da neznano ime in jaz sem zelo vesel, da si prišla, da si privolila biti članica žirije na festivalu. Moram povedati, da si profesorica zgodovine, teorije, filma, specializirana na vzhodnoevropski film, če se ne motim. A si videla kaj zelo zanimivega, kar boš potem tudi svojim študentom v ZDA, v Pittsburghu, Filadelfiji, oprosti, viš, vedno mešam to dvoje, da boš lahko jim pokazala, mogoče preko katerega od filmov tukaj videnih, kaj pa ta vzhodnoevropska realnost zdajle, danes, družbene spremembe, ki se tukaj dogajajo, a si imaš za sabo vzeti recimo veliko zalogo enih informacij in predstaviti filme? Skoraj preveliko za eno leto. Ampak imam v mislih 5 kratkih filmov, definitivno Nočno življenje, definitivno Houstona. In ne samo zaradi tematike, družbene tematike in pristop k tej družbeni tematiki, ampak tudi to že nekaj let opazujem in predavam o tem, da je ponavadi po nacionalnih filmskih prostorih ta nek prekol, razlika med art filmom, ki kroži v mednarodnem festivalskem prostoru, na eni strani in na drugi strani popularen film, kar so ponavadi lahkotne komedije, filmi, ki jih domače občinstvo rado gleda. Ne zgodi se pa velikokrat, da imaš ti žanrske filme, vsaj v slovenskem prostoru je bilo to dokaj neznano, da vidiš žanrske filme, da imajo
da so namerjene širši publiki, hkrati pa so narejeni nekako kot art filmi. Imajo resen pristop k filmskemu jeziku in formi in to se mi zdi nekaj novega, to se mi zdi en tak razvoj in pokazatelj zrelosti filmske industrije, ki ga vidimo tudi v drugih svetovnih kinematografijah. Vidiš to v azijskem filmu, vidiš tudi do določene mere v evropskem. Predvsem film namenjen mladini oziroma družinam, v tem primeru mladinski žanr, ki se v Sloveniji res prijema zdaj lepo. Tudi recimo številke potem v distribuciji kažejo, recimo Gremo mi po svoje Miha Hočevarja je bil hit, mislim, da je en izmed najbolj obiskanih filmov v zadnjih časih v Sloveniji. Letos pač imamo 2 filma, Pojdi z mano in Nika, ki ta trend zelo lepo nadaljuje. In zato ste tudi podelili nagrado Vesna za posebne dosežke ravno v interpretaciji filmu Pojdi z mano. Verjetno bi lahko tudi Niko zraven nekako dali v to, da dviguje to raven in lestvico mladinskega filma pri nas. Ja, ampak se mi zdi, da Pojdi z mano še en korak više naredi, ne s tem, da je uspešen mladinski film, ampak da zna uporabiti žanro. Ni samo mladinski film, je tudi dober thriller. In uporabi to noto, ki je zdaj pri mladini že tako uspešna. Zna to izkoristiti. In na tak zrel se mi zdi dovršen način. Mislim, da zato nam je bil tudi všeč, da je tak širši film, da ni namenjen samo mladini, ampak da smo tudi mi v njem uživali in da se nam je zdelo, da ni do mladine pokroviteljski, da jemlje njihov svet, njihove strahove, njihove travme zelo resno in jih predstavi z njihovega vidika. Da nisem tisti ljubezenska zgodba. Dobro. A lahko Rado tu mikrofon, tale, ki boš dela? Poleg tega, da si direktor fotografije, da imaš svojo firmo, ker se ukvarjaš tudi s produkcijo filmsko. Gledali smo na festivalu film v tvoji produkciji, film posvečen Itirini, dokumentarni film Itarina, zvezda, ki je zavrnila Hollywood. Si pa tudi profesor fotografije, filmske fotografije na Univerzi v Novi Gorici. In če ste prej že omenili, da so bili študentski filmi zelo močni in zelo zanimivi, a bi lahko ti, torej nimamo več samo AGRFT-ja, kot je bilo še pred 5 leti v Sloveniji, imamo zdaj Univerzo v Novi Gorici, že srednje šole, nekatere se lotevajo resno filma, filmske produkcije. In, kar je mogoče novost, smo na festivalu že od vsega začetka, pred 4 leti, ko smo ga prevzeli, gledali tudi za slovenskimi študenti, ki študirajo v tujini. Tako da smo letos predstavili 2 študentke Beogradske akademije dramskih umetnosti. Se mi zdi to tudi pomembno, da sledimo, kje so naši avtori po svetu, študenti po svetu. Kako bi ocenil mogoče Rado to študentsko produkcijo oziroma to, kar ste videli v teh 3 programih tekmovalnih študentskih filmov? Letošnja študentska produkcija je bila neverjetno dobra, tako da to tekmujejo Beograd ali Nova Gorica ali Ljubljana po teh šolah, tako da vsi filmi od teh so bili tako profesionalno narejeni, da smo se težko o tem tudi odločili, komu dati, je bilo več teh, ki bi lahko nagrado dobili, ampak vidimo, da so mladi toliko dobro delajo, da bo prav gotovo v bodoče bomo imeli dobre režiserje in dobre snemalce in še vse te ljudi, tako da se obeta zelo dobro vnaprej. Tako da ne vem, kako je to, da so, to je pomembno od vodstva profesorjev, ki jih učijo, ki jih pač usmerijo, mentorjev. To je sigurno potrebno, zdaj nekateri se bolj vključijo, nekateri manj, ampak po številu je to zelo procentualno visoko, v dobro. Jaz sem osebno detektiral že nekaj let, tudi vedno opozarjam, predvsem študente in kolege in kolegice, ki delajo kratke filme, da se minutaže kratkih filmov neizmerno povečujejo. Torej, kratki filmi grejo proti 30 minutam brez nobenih težav. Meni se zdi, da to ni nujno dobro in meni se zdi, da je praktično težje seveda spraviti v krajšo formo, recimo, če govorimo o kratkem filmu, nekje do 15 minut, tista, ki naj bi res bila nekako vodilo tudi potem za festivalsko življenje filma in tako dalje. In se mi zdi, da jim mogoče, kot se je prej rekel, mentori, profesori preveč puščajo odprte poti in ne dajo mogoče nekih omejitev, recimo mogoče prav pri časovnem okvirju, premisliti ponovno scenarij, skrčiti ga, zmetati ven, mogoče kar je dodatno. Sam vidim, se mi zdi, da je to en majhen problem, pač, kar se tiče študentske produkcije pri nas.
Ja, to je res, da študenti vedno želijo, vse tudi drugi želijo, vedno, da je film daljši in daljši, ne vem zakaj, ampak jaz imam željo in tudi to stalno govorim o tem, da je treba to skrajšati, da je dovolj tudi, če je 5 ali 15-minutni film, lahko se pove vse, pove se tudi več in tudi bolj intenzivno, ne? Ker zdaj, če to razvlečejo na 50 minut ali več, ni to več, zbledijo filmi, ne? In dostikrat se zgodi zaradi tega podaljšanja in to, kar naredijo, da filmi niso več tako dobri in zgubljajo na temu. Drugo je pa to, da preveč z glasbo nekako preveč jo dajo v ospredje to glasbo in potem se mi zdi, da film v sliki in v zgodbi zgublja na tem, ne? Tako da imam nekako pomisleke na teh, že več let na to razmišljam o tem. Dobro, še Sonja, pol pa mislim, da je čas, da povabimo zmagovalce tudi na oder z nami. Sam glede dolžine teh kratkih filmov, pogovarjali smo se ravno o tem, da je mogoče ta daljša dolžina povezana s tem, da avtorji dostikrat uporabijo formo celovečerca in jo probajo skondenzirati v neko minutažo, ki je še znosna za kratki film, namesto da bi uporabili nekako oziroma izkoristili to svobodo, ki jo nudi forma kratkega filma. In potem se zgodi to, ja, da je film v bistvu kot nek kratek celovečerni film, ki je dolg 30 minut, 40, 42. Malim ribam smo mislili, da je Mikrofon. Malim ribam. Ja, prav zaradi tega nam je film izstopil, da se nam je zdelo, da ni imel ta pristop, da je skušal celovečerno zgodbo stlačiti v 10 minut. Da ima drugačen pristop, da res izrabi formo kratkega filma in ne pove samo zgodbo, ampak odpira neka vprašanja, pokaže nek svet, kar mislim, da to more kratek film narediti. Tako se nam je zdel uspešen. Podobno je tudi Urška Žukić za Dober tek življenje uspela narediti. Če ima kdo od vas treh zdaj še kakšno za dodat čist na koncu, ker potem ne boste več dobili mikrofona. Mogoče samo to glede nagrad, da zdaj, ko nekako razmišljamo za nazaj, tudi o nagradah, kot so recimo scenografija, kostumografija, montaža in tako naprej, vidim neko smernico, oziroma pač najbrž vsi, da so bile vse te nagrajene nekako res v funkciji zgodbe. Se pravi, da scenografija ni bila samo scenografija, za katero rečeš, wow, kakšna scenografija, ali pa kostumografija, ampak da dejansko ima funkcijo vsebinsko. Naprimer, scenografija pri Nočnem življenju soustvarja zelo pomembno to atmosfero, ki je pomemben del zgodbe. Kostumografija pri Grliću. Ton in glasba pri Pojdi z mano. Ja, montaža pri Houstonu. Tako da, mislim, te stvari se nam zdijo zelo pomembne. Dobro si to povedala, Sonja. Nič, dajmo povabiti Žigo in Boštjana Virca, da se nam tle pridružijo. Boste tudi, evo, Vesne nosite sabo, tako da v bistvu kar neko breme postane ta Vesna. Naslednji dan, ne? Ja. Živo fanta, čestitke, zdaj po tej noči oziroma jutru, ki smo ga... Ja, da je proper. Vsi bi jih vprašali, če ne. Zdaj pa v bistvu mi tudi vi trije, pa čez občinstvo še malo pomagite v bistvu, da jih malo v bistvu še povprašamo. No, najprej te vtisi, no, zdaj po, recimo za vaš film, torej najboljši celovečerni film, najboljša glavna moška vloga, najboljša montaža in če se ne motim, in to je to, ne? Mislim, da je to, tri. Kaj se vam je zdelo, no? Mislim, sta pričakovala na nek način, oziroma pač ta nacionalni festival dejansko je verjetno najbolj delikaten, oziroma mogoče celo se avtor ga malo boji, ne? Ker v bistvu se lahko odločitve so bile v preteklosti tudi zelo čudne oziroma drugačne oziroma... Ja, no se je končni rezultat zdaj full fine, no. In smo se strinjali z izborom.
dejstvo pa je, da ja, nacionalni festival ima eno tako posebno mesto, no, mislim tako pri meni, ker seveda po tujini pač hodimo po raznih festivalih, ampak slovenski je pa samo eden. Pač festival slovenskega filma je bil prvi festival, na katerega sem kadarkoli šel. Mislim, da je bilo ravno 10 let nazaj, prvi letnik faksa, ki je bil še oktobra takrat festival in sem mislim, drugi ali tretji teden, brez da bi karkoli vedel, o čemerkoli, ko smo bili na faksu, napakirali in poslali sem na festival. In seveda potem gledaš na odru podelitve teh velikih nagrad, enih velikih ljudi, ne, in potem pač dobiš 10 let kasneje si pa ti na tem mestu. Pa tole bi sem še rekel, da mi smo bili blazno navdušeni za glavno moško vlogo, da je Božidar dobil. Tako da nič bad, da bi bili kaj proti temu, ker itak je bila ves čas ta neka ideja igranje med to fikcijo in dokumentaristiko, ne, in Božidar je dejansko veliko delal na tej vlogi, veliko smo skrb delala in rinila to limito igre do nerazpoznavnosti v svojem bistvu, da pač normalno noben ne pomisli na karkoli. In zato mi je to super. Pa tudi ta igra se še vedno nadaljuje, zato ker on igra lik Ivana Paviča in ravno sem bral zelo članek v enem od naših večjih portalov, da je nagrado dobil Ivan Pavič. Ni frke. No, mogoče tle treba opozoriti, da tudi sami, tudi za katalog podatka niste pravilno posredovali, tudi na IMDb-ju recimo ta vloga ni. Tako da je v špici... Je naveden, je naveden. Dobro, to je zdajle v bistvu... Nastopali so je tako. Aha, imam vprašanje v bistvu na to temo, ne? Sem slišal, fantje, verci, da ste poskušali biti zviti, pa pošiljati film tudi na festivale dokumentarnega filma, ne? Zdaj, da vidite, a bo prošlo ali ne bo. In sem slišal, da je recimo IDFA iz Amsterdama, najbolj pomemben festival dokumentarnega filma, vam je dala vedeti, da za njih to ni dokumentarec. A je to res? Zdaj, takole, glede na to, da pač IDFA še ni pač dala ven letošnje selekcije, dajmo reči, dajmo videti, kakšna bo letošnja selekcija. Dobro, no? dobro. Bomo potem komentirali. Ampak ni bilo že, da ste dobili od kakšnega festivala dokumentarnega filma odgovor, oprostite, ampak ni... Ne, mislim tako, zdaj, kar se pač samega žanra kot tazga tiče, to, kot sem na mojem casu razlagal, je od prvega dneva pa do zadnjega dneva je to pač nek problem. Največji problem je, kako držati ta balans med tem, da je ta nek point vsega skupaj in da se ljudje ne čutijo prevarani kasneje. Ne? Mi smo še na zadnjem zajtrku z avtorji imeli vprašanje, če se general Hafner pa Ivan Pavič potem res srečala. Ne? Tako da je Žiga imel samo odgovor, da se nista, ker je v bistvu tehnično gledano res. Tako da seveda te stvari se vlečejo naprej tudi pri festivalih, žal na nek način še zmeraj večina večjih festivalov je tukaj žanrsko omejena na dve zelo ločene kategorije. Zdaj mi smo to v slovenščini rečemo igrano dokumentarni, v angleščini docu-fiction, kar ni čist 1000% enak prevod, ampak mi nismo uspeli nekako tukaj božga najti, tako da zmeraj so bile tukaj zelo odprte karte. Festivali, pri festivalih ti nimaš kaj blefera, tudi ne gre za to, da ti vidiš, da probaš, da nekako bi rekel, neko pač gnilo jajce nekomu podsturiš daleč od tega. Je pa film sprejet na kar nekaj festivalov dokumentarnih filmov z zelo jasnim povedanim. Konkretno, kar se IDFA tiče, kot nekako najbolj priznan ta festival, je pa tako, da oni so se tudi v zadnjih parih letih predvsej si izgajal neko zelo striktnega, da rečem konzervativnega dokumentarizma, odprli tudi te neke hibridne žanre. Že lani eno povabilo prišlo, spremljal naš projekt za letošnji program IDFA, pa jaz predlagal, da počakamo njihove. V redu, bomo čakali, pa potem odreagirali. Žiga, dajmo reči nekaj tudi o delu Vlada Gojuna, montažerja, mislim, da si ti z njim največ časa tudi preživel, da ga zelo dobro si ga spoznal. Vladimir Gojun je zelo uspešen montažer, ki ustvarja pač na Hrvaškem. Zdaj, če se bojo pojavile kontroverze o temu, da hrvaški avtor dobi slovensko vesno, naj takoj povem, da pravilnik festivala slovenskega filma to dovoljuje in v bistvu mislim, da je prav. Mislim, da je bilo zelo nacionalistično, če bi rekli, da samo Slovenc lahko dobi vesno v slovenskem filmu. Ne? Torej, če imamo tujca, ki deluje pač v slovenski produkciji, smo lahko sam veseli, da se tujci z nami pripravljeni sodelovati. Ne? Tako da bi te vprašal zdaj, kako je bilo pač
pač z Gojunom sodelovati in če je on iskal tudi kakšne v bistvu končne rešitve. Imam še en podatek, HBO, tukaj Hanka Kastelicova mi je povedala, da oni tako delajo, da je prišlo do, ne vem koliko, 3-krat, 4-krat, 5-krat, 6-krat se ga premontirali celo, ker niso zadovoljili nekih kriterijev. Da nam malo pove o tej montaži, o tem prelaganju filma, dokončanja filma vedno na kasnejši rok. Ok, bom od začetka šel. Zdaj z Vladotom sva imela blazno intenzivno sodelovanje, ker je šlo za film, ki se je tako kot recimo dokumentarni filmi klasični, se je v bistvu zgodba veliko oblikovala v procesu same montaže. Ne? Ker je tudi snemanje bilo neka vrsta simulacija dokumentarnega filma, kar pomeni, da smo ogromno improvizacije imeli, nismo imeli blage veze, kaj se bo zgodilo med liki, med ljudmi, ki so nastopili pred kamero. In je bilo blazno pomembno, da pač najdem montažerja, ki je res kompatibilen z menoj, jaz pa z njim, ker to je tisto, kar prinese najboljše rezultate. Ne? Vlado je se skoraj za 1 leto preselil skoraj v novo mesto, kjer smo imeli montažo in smo delali. Dejstvo je, da tukaj sploh ne gre za to, da je bilo ful nekih verzij filma. To je pač kot vsaka normalna montaža, ko imaš na začetku nekaj urno verzijo filma, potem jo pa krajšaš, pa preoblikuješ in tako naprej. In dejstvo je, da ni noben izvajal nekih pritiskov in nekih svojih kreativnih vizij. HBO, še posebej Hanka, je definitivno prišla v montažo, gledala delovne verzije, ampak to so le pač naše delovne verzije, ki smo jih montirali, do neke faze smo prišli. Potem smo pa v bistvu kvečem jaz sem želel izkoristiti, da imamo okoli sebe toliko filmskih profesionalcev, ki nam pa lahko dajo nek odziv. Ne? Pač, to veš, ti si 3 mesece v montaži, že malo zgubiš občutek za vse skupaj in smo poklicali Hanko, recimo, da pride v montažo, pogleda in smo skupaj predebatirali in potem šli dalje. Ne? Tako da v bistvu je bilo to neke vrste konzultacije. To je bila kreativna urednica, ne? Ja. Mi smo ogromno vlagali potem tudi v tako imenovani editing consulting. Mi smo najeli še eno firmo iz Švedske, Finske, ki se ukvarja samo s tem. Ravno zato, da nekdo, ki nima absolutno nobene veze s tem kulturnim prostorom, nam daje odzive nazaj. Smo potem bili skozi po Skypih in so nam dali ful nekih idej in kreativnih rešitev, ki smo potem mi uporabili, ali pa ne, ene stvari so seveda ful uporabne, ene manj. Ne? Tako da smo kar veliko ljudi pripeljali v montažo, da so nam dajali nek odziv, ker moja želja je bila narediti film, ki pač res dramaturško funkcionira, da se ne ustavlja oziroma karkoli. Tako da ta proces je tekel dolgo časa, predvsem zaradi tega, ker je imel pozitivne in negativne strani igranega filma in pozitivne in negativne strani dokumentarnega filma. Na eni strani imaš ogromno nekih arhivov, ki jih moraš pregledati. Koliko ur materijala, recimo, se mi zdi, da podatek, ki je zanimiv, koliko, če imate tudi sploh sešteto? Meni se zdi, da smo enkrat nekaj skalkulirali, ampak to je tako gigantske ure materijala so bile to. Ker arhivi, morate vedeti, jaz sem gledal neuporabljene arhive, iz katerih sem želel dobiti par uporabnih kadrov, ampak to smo lahko mi, ne vem, 10 kolutov tam preskenirali, pa jih pogledali v montaži, pa smo vzeli 2 kadra ven. Tako da to je bilo res ogromno materijala. Tudi imeli smo nadpovprečno število snemalnih dni, 47 snemalnih dni, ravno zaradi tega, ker smo ogromno improvizirali, ker smo imeli to svobodo, ker smo imeli to smehno ekipo, da smo lahko rekli, pa imamo mi naslednji dan napak. Vedeli smo, da bomo šli napak, to je vse produkcijsko treba zorganizirati, mi smo pa to svobodo, da smo si lahko vzeli čas za to, da smo malo improvizirali. Ogromno je še scen, ki jih nismo v bistvu uporabili v filmu. Torej čas, kot smo prej videli pri komediji Sous, da je praktično čas je enako denar, jih je priganjal, ne? Ja. Ste imeli vi srečo, da čas je enako denar, ga je bilo v izobilju? Ja, samo moramo vedeti eno stvar, ne? Pač tukaj mi smo zelo z roko v roki šli ves čas z kreativno produkcijo in produkcijo v smislu finančno, tehnično, organizacijsko. Ne? Pač jaz sem vedel, da jaz ne moram zahtevati zdaj od producenta, da imam polno ekipo, ne vem, 30-40 ljudi za 47 snemalnih dni, pa sem rekel, ok, pejmo za zelo majhno ekipo, ne vem, 4-5 članska ekipa nas je bila, v en kombi smo šli pa se odpeljali, ne? Ampak ker imaš ti 10krat manj ljudi na setu, imaš lahko 10krat več časa, ne? Čisto matematična formula v bistvu. Racionalna odločitev. Ja. A ima kdo kakšno vprašanje? Še enega ali dva bi si lahko privoščili, moji žirante? Če lahko eno vprašanje dam. Kakšno snemalno tehniko ste kaj uporabljali pred tem? Je dosti različnih bilo, seveda, ali ste samo en tip? To je bila tudi ena od odločitev. Jaz sem pač želel imeti ta mal ne preveč tak polikan izgled filma. Ker na začetku, ko nas je SFC sofinanciral, je bila valjda ideja Alexa, ne, gremo mi na Alexo snemati. Sem rekel, ne bi na Alexo snemali, ker bo to izgledalo pa res kot en igrani film, ne. In smo potem v bistvu se odločili za en tak srednji rang, snemali smo na Panasonic Lumix
ki ima en tak srednji velik čip, zgleda ok, slika ni preveč dobra, ampak glih to bolj izpade potem dokumentarno. Ne. Tako da smo v bistvu kar veliko analizirali, katero kamero pa kakšen stil snemanja uporabiti, da zadeva izpade tako, kot je izpadla. Ne. Ker recimo zelo veliko tudi kamerman, oziroma direktor fotografije ni vedel, kaj točno so, ki tam ne sedi sprednji slika, ni točno vedel, kaj se bo sploh zgodilo. Mi smo naredili neko mizansceno, potem sem pa prišel, zdaj pa ti snemaj, ne. Nisem hotel povedati, ker pač bi drugače že začutil v kameri, da on ve, kaj se bo zgodilo, ne. In potem, kdaj kdo se zaskoči ven iz kadra in to pač doda k dokumentaristiki. Jaz imam mogoče še enega, pa če se kdo spomni, še enega vam pustim na voljo. Film je že imel distribucijo, zelo uspešno tudi pač tako na prostoru bivše Jugoslavije. Mislim, da ste celo štartali istočasno nekako, ne, za bivšo Jugo. A ste recimo kakšen napotek, vemo, da je distribucija v Sloveniji tudi ena zelo problematična zadeva, se praktično z omejenimi sredstvi tudi tam izvajajo, mogoče neka akcija. Kako ste se vi lotili distribucije? Ste imeli kakšno akcijo, dodelano kampanjo? Bi kaj posebej omenil, da vam je uspelo? Ja, zdaj tako, mogoče širše predvsem skupaj je en tak zanimiv podatek in kako recimo HBO funkcionira kot koproducent in to nekako je tudi neka naša logika bila. Oni približno polovica denarja, ki so ga vložili v film, je šlo za produkcijo, polovica denarja je šlo za promocijo. Ne. Prav te procenti je še zmeraj mislim, da kljub omejenem budžetu v Sloveniji, da se dajo procentualno prevelik procent zgolj za produkcijo. Jaz bi del denarja ga dal več za razvoj, za neke štipendije na workshop in podobne reči in na drugi strani več denarja bi ga dal za promocijo. Pri nas je pač žal, ne morem govoriti teh cifr, ker niso bile samo javne finance zraven, ampak mi smo imeli v povprečju njih 15-20% budžeta filma je šlo v promocijo, s tem da tudi kar konkreten denar, ker mislim, da tudi ni običajno, je šel čist direktno iz žepa producenta, se pravi, ne govorimo o nekem formalnem, fiktivnem deležu producenta, ki se ga nabija zaradi tega, da se nekaj pač kljukce, ampak realno iz našega žepa. In potem, ko imaš iz roko v roki produkt, ki je širše zanimiv, ki je in za festivale in za javnost tukaj in v tujini, seveda tudi lahko neka malo bolj normalna komercialna logika iza tega vrti. Nam je recimo kot zanimivost 16. aprila na Tribeca festivalu je bila premiera. Mi smo imeli tam publicista, ki smo ga večinoma sami plačali za precej velik denar. Naslednji dan dopoldne je bilo par res dobrih reviewjev. Jaz sem imel od Netflixa ponudbo na mailu preko 24 urah. In smo en od prvih filmov, ki smo iz regije, ki smo Netflixu prodali, ker ti je, ne zdaj pustimo finance, ampak ti je neka potrditev, da delaš film, ki je za Američane zanimiv in tudi vse projekcije so bile razprodane in tudi zdaj, kar širš gledam, recimo na ta BFI London film festival imamo 7. oktobra, so predvčerajšnjem pustili karte v prodajo, so bile razprodane takoj in to je tista pomembna stvar, ki mislim, da jaz vem, da nikoli ne bodo vse vsebine v Sloveniji mogle iti mednarodno, ampak mislim, da jih je pa lahko mnogo višji procent in da se malo tukaj srečuje, da se prisili in avtorji in producente, da imajo neko odgovornost do javnega denarja, ki ga dobijo in da skozi mogoče včasih tudi malo bolj komercialni pogled, pa ne mislim zbanalizirati filma, samo mislim, da je tukaj še kar nekaj prostora, od nekih konkretnih potezah v distribuciji in promociji pa mislim, da se lahko pokvarjamo predolgo. To je bila okrogla miza mogoče za celo popolne. Ampak moj pač point je, da se v razvoju razmišlja več, recimo to se zdaj lepo reče razvoj publike, ampak to je pač to, da se pride da avtor ne dela film za sebe, ampak da vendarle razmišlja, kdo bo na koncu ta film, kaj se bo z njim počelo. Te besede so zelo lepe za zaključek. Mislim, da čas nas res priganja. Še enkrat bi se zahvalil Sonji, Meti in Radu. Zahvalil bi se tudi Žigatu in Boštjanu, vama za film, vama za žiriranje, vam trem za žiriranje, še Jureta Matičiča omenjamo. Pozdravljamo še Roka Predina, če nas gleda slučajno iz Londona. V bistvu v zadnjem trenutku je moral odpovedati sodelovanje in mislim, da mu je precej žal. Ampak mislim, da bo tudi vesel, kajti kot avtor animiranih filmov je tudi animacija dobila na tem festivalu svoj prostor in svoje vesne. Še enkrat omenim, danes zvečer ob 21. uri se v Portoroškem auditoriju še enkrat gledamo Houston, imamo problem z kratkimi filmi kot predfilmi, ob 19. uri pa
film Igorja Šterka Pojdi z mano. Imam še dve servisne informacije, zdaj vas vse, tle predvsem v dvorani in se vam zahvaljujem tudi za prisotnost v to deževno nedeljsko dopoldne. Bi vse povabil na filmski piknik, ki ga organiziramo pred hostlom Evropa, tukaj za vogalom auditorija. In povedal še to, na koncu z nami je tudi ekipa iz Beograda, Drago Zupanc in svojimi sodelavci, ki organizirajo med 23. in 26. novembrom danes slovenačkog filma v Beogradu v Jugoslovanski kinoteki. Tole v bistvu je nekak plakat in prireditev, ki naj bi postala oziroma je že tradicionalna, torej po festivalu slovenskega filma se predstavljajo slovenski avtori in avtorice v Beogradu in samo naj naštejem, kdo bo kmalu odpotoval. Maja Vajs, Martin Turk, Metod Pevec, Matej Nahtigal, Urša Menard, Barbara Zemljič, Matjaž Ivanišin, Jan Cvitkovič in Karpo Godina. Tako da, če ima kdo še čas, mislim, oziroma ga zanima pogledati si slovenske filme v Beograd, vabljeni, predvsem pa mislim, da je to tudi iniciativa in povezovanje festivala slovenskega filma, da nastaja vedno več predstavitev slovenskega filma v tujini, da na filmskem centru Nerina pravi, da jo vedno bolj kontaktirajo tudi za neke retrospektive in tako, da bi lahko zaključili v tem pozitivnem tonu, da kljub temu, kar imamo in kljub v bistvu najnižji možni točki, iz katere se lahko sam še dvigamo, nismo tako slabi in v bistvu se skupaj v bistvu borimo za to, da filmska umetnost v Sloveniji obdrži svoje mesto. Jaz bi se zahvalil vsem, ki ste nas gledali, zahvalil se ekipi AKTV-ja, ki je vestno obeležila ta srečanje z avtorji in v bistvu strokovni program festivala. Večina prispevkov je v arhivu, tako da so gledljivi, lahko se pogleda za nazaj, za naprej, kaj je kdo rekel, kaj je kdo sprovociral. In nič, v bistvu, dajmo reči, da, kot smo včeraj povedali, 20. edicija se ne moremo potrditi še v tem trenutku datuma. Po evaluaciji se bo ekipa tega festivala odločila, ali ga bo še naprej organizirala. In bi rekel, da je to to. Zdaj pa, če kje je Aljaž Bastič, da mu eno banano vržem, kot smo že lansko leto naredili. Ne bom, ker nimam banane. Dajmo to ustaviti, gremo na piknik in gremo še naprej tudi danes gledati filme. Hvala vsem, adijo, čau.